V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes je prva adventna nedelja. Beseda advent pomeni prihod in advent zajema 4 tedne pred Božičem, tedne priprave. Vsak teden ima svoje sporočilo: upanje, mir, radost, ljubezen. Advent govori o upanju, ker ne čakamo za manj. Ne čakamo Boga brez obličja, ampak Boga, ki je stvarno prišel k nam na prvi Božič. K nam prihaja tudi v Gospodovi večerji in bo prišel ob koncu časa kot kralj slave. Prisluhnimo obvestilo. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je molitveno srečanje o prebiranju psalmov. V sredo ob 19. uri je predavanje z diskusijo Marijina hvalnica. Vljudno vabljeni. Danes teden je ob 10. uri spet nedeljsko bogoslužje. V petek zvečer je bilo srečanje žensk vseh generacij. V soboto 7. decembra ob 19. uri je dobrodelni koncert za evangeličansko humanitarno organizacijo Podpornica v gledališču Park v Murski Soboti. V nedeljo 8. decembra, to je danes teden, smo ob 18. uri zvečer, ob 6. zvečer, vabljeni na dobrodelni koncert z božičnim bazarjem. Koncert organizira Zavod Glasbena šola Lipičnik pod sponzorstvom mestne občine Novo mesto. Nastopal bo tudi naš cerkveni pevski zbor Sola Gratia. Pred koncertom bo na Trubarjevi ploščadi pred cerkvijo potekal božični bazar, na katerem bodo na voljo božični izdelki za dekoracijo in obdarovanje, ki so jih izdelali otroci v sklopu božičnih delavnic in tudi odrasli. Božični bazar bo pred cerkvijo potekal tudi po dopoldanskem bogoslužju istega dne, torej danes teden 8. decembra. Zbrani izkupiček bo tako kot lani direktno izročen sirotišnici v kraju Kasa v Ugandi. Zbrane na koncertu bo nagovorila tudi zdravnica doktorica Alenka Strdin Košir, ki omenjeno sirotišnico redno dobrodelno oskrbuje in obiskuje. V petek 6. decembra bo ob 12. uri, torej opoldan, srečanje starejših vernikov naše cerkve v restavraciji pri Belokranjcu, kjer bo tudi skupno kosilo. Ta teden je organizirana veriga posta z molitvijo, udeleženci se lahko prijavijo Leji Brkič. Zapeli bomo himno Bog mogočni, slava ti. Slava
Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je iz preroka Zaharije. Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit. Vabim k priznanju grehov. Gospod, naš Bog, ti si prvi in zadnji. Po Jezusu Kristusu prihajaš in želiš prebivati med nami. Naj je adventni klic naša skupna želja, da ponovno stopimo na pot priprave in damo prednost tebi. Odpusti nam našo zaspanost in zanemarjanje tvoje ljubezni. Odpusti nam, ker nas na poti v večnost zamotijo kratkotrajne ponudbe sveta. Ob vsem zamujenem ohranjaj naše srce v svežem pričakovanju in gorečnosti ter nas združi v edinosti cerkve. Amen. Besede milosti in slavospeva so iz 50. psalma. Siona, sijajne lepote, se je Bog zasvetil, naš Bog prihaja in ne molči. Slava Bogu, na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Zapeli bomo pesem Radostno te vsi častimo. Drage sestre in bratje, stopili smo v adventni čas in berilo za prvo adventno nedeljo je iz Psalma 24 in pravi takole. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod, silen junak, Gospod, junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. Vprašanje v tem psalmu je, kdo je kralj slave?
In odgovor je Gospod silen junak. In bratje in sestre, mogočnost kralja, ki vstopa v človeški prostor, torej ki prihaja na zemljo, je drugačna od moči kraljev in junakov kateregakoli, ki je živel na tej zemlji. Kajti ta kralj ima večno moč, suverenost in avtoriteto, pa vendar ta junak ne ubija, ampak je dovolil, da smo ga mi umorili. Toda tretji dan je vstal od mrtvih in je naš odrešenik. In na njegov vnovični prihod se pripravljamo in ga pričakujemo. In ta psalem je ravno tako napoved prihoda kralja slave. Klic, vzdignite vrata svoje glave, to je prispodoba ali metafora, kajti dvigniti glavo pomeni priznati Boga za kralja. In tudi to jutro bomo mi priznali Boga za kralja, priznali bomo njegovo kraljestvo. Tudi v naslednji pesmi, ki pravi, kralj nad kralji je, Gospod nad gospodi, Emanuel, Bog z nami. In vabim nas, da ostanemo, da damo slavo in čas kralju. Izvolite sesti. Gospodova večerja je hrana in zdravilo za slabotne, ne pa nagrada za popolne. Gospodova večerja je izraz edinosti cerkve. Vsi jemo isti kruh, Kristusovo telo in vsi pijemo iz istega keliha, ki nas povezuje v Božjo družino. Verujemo to, kar je Jezus rekel tisto noč, ko je bil izdan. Vzemite, jejte, to je moje telo in to je moja kri zaveze. Vabim k molitvi kesanja. Naš Bog, ljubeči Oče in Gospod usmiljenja, vabiš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo, zato priznavamo, da grešimo hote in nehote v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov in zamujenih priložnosti. Zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje,
ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Zato vabim, da skupaj molimo molitev, ki nas jo je naučil Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, in bomo tako v edinosti med seboj in z vsemi kristijani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano. Sestre in bratje, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pite iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas darovana.
Bratje in sestre, ker smo eno v Jezusu Kristusu, lahko to pokažemo tako, da skupaj vzamemo naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Otroci, kje smo? Pridite. Ja? Počakamo otroke, da pridejo. Imam nekaj zanimivega za vas in tudi za nas. Še eno dekle prihaja. Evo, lepo. Imam stekleni vrč, prosojen, tako da vidimo skozenj, in v vrču je voda. Še počakamo, z galerij še prihajajo, ja. Kar pogumno naprej. Torej imam vodo v vrču, tako da vidimo skozenj, prosojna, in imam še, kaj je to? 2 pomaranči. Imate radi pomaranče? Recimo, dobro. Ja. Zakaj pa jemo pomaranče? Pravijo, da imajo veliko česa. Železa ali vitaminov, predvsem? Vitaminov, ja. Zdaj imamo pa eno nalogo, ki nam bo vsem dala misliti. Torej 2 pomaranči. Pomaranča ima okoli in okoli kaj? Ko olupimo, preden olupimo, kaj imamo? Lupino, ja, lupino. In ta lupina varuje pomarančo. Jo ščiti, tako kot imamo kožo na telesu. In če to lupino odstranimo, da vidimo, kaj se zgodi. Tako kot je pomaranča obkrožena, obdana z lupino, tako smo mi kot ljudje vsi skupaj obkroženi, obdani z Božjo ljubeznijo. Z Bogom. Zdaj pa poglejte, kaj bom naredil. Včasih tudi mi pozabimo na Boga in na Božjo ljubezen. In potem se zgodi takole. Začnemo lupiti pomarančo. Znate lupiti pomarančo? Znaš.
Boš drugič, ja. Bravo. Ti vse znaš, ne? Ja. Ti boš dobra mama in dobra žena. Tako. Zdaj smo pomarančo olupili. Zdaj pa bomo dali pomarančo v vodo. In poglejmo, kaj se bo zgodilo. Kaj se je zgodilo? Potopila se je, potonila je, ja, pomaranča. Tako je z nami, ko živimo, če živimo brez Boga, brez Božje ljubezni in brez cerkve. Ko pridejo težave, bolezen, starost, osamljenost, ali pa se skregamo s kom za igračo, ali pa se nam ne da iti k verouku, ali pa ne ubogamo staršev, ne naredimo domače naloge, ne pridemo k bogoslužju, potem se potopimo. Tako kot se je ta pomaranča, ker nima zaščite, torej Boga. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi s pomarančo, ki ni olupljena, ki je zavita v Božjo ljubezen in v Boga. Se ne utopi, plava, lebdi. In kadarkoli bomo doma jedli pomarančo, tudi ko bomo stari in ko boste vi stari, morda celo v kakem domu starejših občanov, se boste spomnili, kar ste danes videli v cerkvi. To je zelo poučna lekcija za vse nas. Življenje z Bogom in življenje brez Boga. In ker ste prišli v cerkev in želite imeti Božjo ljubezen, starše, cerkev, zato hitro k verouku, da se ne utopite. Mi pa imamo priložnost še darovati naše prostovoljne prispevke za izgradnjo naše cerkve in zato bodimo blagoslovljeni tudi v tem. Proslavljam te, pojem hvalnice, pojem tebi novo pisem. Bog, proslavljam te, pojem hvalnice, pojem tebi novo pisem. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Proslavljam te, pojem hvalnice, pojem tebi novo pisem. Bog, proslavljam te, pojem hvalnice, pojem tebi novo pisem. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Moj Gospod, te slavim, mogoči Bog te srčno častim. Milost Gospoda Jezusa Kristusa
ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen. Drage sestre, dragi bratje, kot smo že slišali, se nahajamo na začetku cerkvenega leta, ob začetku adventa. Beseda advent izhaja iz latinskega adventus in pomeni prihod. Za kristjane torej začetek cerkvenega leta v resnici pomeni vnovični opomnik na upanje, ki ga imamo. Advent, kot smo že slišali, pomeni pripravo na trojni Kristusov prihod. Najprej, ko Bog kot človek prihaja na ta svet, nato v nenehni sakramentalni navzočnosti v Evharistiji in tretjič ob njegovem drugem prihodu in zadnji sodbi. Nedvomno pa je advent čas, ko se kristjani osredotočamo na Kristusov prihod k človeštvu. Eden najbolj prepoznavnih simbolov adventa je adventni venček, ki je sestavljen iz 4 oziroma v nekaterih tradicijah celo 5 svečk, ki predstavljajo 4 nedelje adventa. 5. svečka pa predstavlja Kristusa. In vsaka sveča ima svoj poseben pomen. Prva sveča nosi pomen upanja, druga sveča nosi pomen miru in vere, tretja veselja in četrta ljubezni. Advent je tudi čas svetlobe, prinašanja luči v temo tega sveta. V sodobnem času pa advent predstavlja čas za druženje, za dobrodelnost in razmislek o pomenu skupnosti in družinskega življenja. Advent je priložnost za umiritev v hitrem tempu življenja in za osredotočanje na resnično bistvo prazničnega obdobja. Adventni čas, čas pričakovanja. Dragi zbrani, ali ste kdaj razmišljali o tem, kako pogosto nekaj ali nekoga pričakujemo? Pomislite, pričakujemo dolgo pričakovan vikend po napornem tednu, pa večer, ko gremo lahko končno spat, pa dolgo pričakovani dopust. Ko smo še mladi, pričakujemo začetek prve službe, prvega delovnega mesta, pa prve resne partnerske zveze. Kar 9 oziroma 10 mesecev pričakujemo prihod novorojenčka. V bolnišnici pričakujemo, da bomo izvedeli, kakšna je naša prognoza. Na semaforju čakamo in pričakujemo, da se bo vendarle prižgala zelena luč in bomo hitro lahko speljali. Med vojno pričakujemo mir. 5., 10. ali morda 15. v mesecu pa plačo. Pričakujemo, kdaj bo pristalo letalo, kdaj bomo prispeli na cilj, kdaj bo že konec našega trpljenja. Otroci pričakujejo darila, odrasli pa boljše čase, boljši jutri. Pričakujemo tudi, kdaj se bomo ponovno srečali z našimi dragimi, ki jih več ni med nami. Ljudje torej vedno nekaj pričakujemo, vedno si nekaj želimo. In advent, dragi zbrani, je opomnik na to, da imamo upanje. Osnovo za današnjo pridigo naj služijo vrstice iz pisma Rimljanom, 13. poglavje, od 8. do 12. vrstice, kjer pravi takole. Vstanimo, dokler beremo današnje vrstice iz Svetega pisma. Ljubezen kot izpolnitev postave. Ne bodite nikomur dolžniki, razen, če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi, ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi, pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Kristusov dan se bliža. Poleg tega poznate čas, v katerem smo. Ura je že, da se zbudite iz spanja.
Zdaj je naša rešitev bliže kakor takrat, ko smo vero sprejeli. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Odvrzimo torej dela teme in nadenimo si orožje luči. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto in neminljivo besedo. Dovolite mi, da se skozi današnjo pridigo sprehodimo skozi 3 kratka vprašanja in odgovore na nje. Prvič, vprašanje, ki na nek način povzame današnji prebrani odlomek, bi lahko glasilo nekako takole. Kako naj kristjan pričakuje Kristusov prihod? Odgovor je zelo jasen. Tako, da ljubi. S tem namreč izpolnjuje postavo. Veste, pismo Rimljanom je eno izmed teološko najbolj bogatih pisem. Saj v njem najdemo zbirko ključnih dogmatskih tez. Zanimivo pri vsem tem pa je, da apostol Pavel cerkve v Rimu najverjetneje sploh nikoli ni obiskal. Zelo dobro pa je bil seznanjen s tem, kako se je cerkev tam razvijala. Veste, cerkev v Rimu je imela eno zelo veliko težavo. Bila je razdeljena. Ljudje so se namreč delili na tiste, ki so imeli pogansko ali nejudovsko poreklo, in tiste, ki so se spreobrnili iz judaizma. Judje so bili seveda v manjšini in so se trdo držali izpolnjevanja postave, torej stare zaveze. Živeli so v prepričanju, da so edini pravoverni, medtem ko so se spreobrnjeni pogani obnašali precej arogantno, indiferentno in so bili v večini. Če bi to prevedli v današnji čas, bi morda lahko rekli, da je bila cerkev sestavljena iz 2 struj. Ena je bila zelo konzervativna, druga pa izredno liberalna. Ena je zagovarjala staro tradicijo, navade, prepričanja, druga pa je naglaševala predvsem svobodo brez omejitev. Kdo ima prav? Koga ima Bog rajši? Konzervativce ali liberalce? Kdo je bolj svet? Tisti, ki zagovarja postavo in zakon, stare tradicije, ali tisti, ki daje v ospredje veliko človekovo svobodo? Pavel na njihove dvome odgovarja zelo radikalno, ko pravi, ne bodite nikomur dolžniki, razen, če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Apostol Pavel pretirava in navaja, da gre pri tem, da ljubimo druge, v resnici za vedno trajajoč dolg. Nikoli namreč ne bomo v položaju, ko bi lahko rekli, dobro, sedaj pa smo ljubili dovolj. Ne gre torej za vprašanje, kdo ima prav, koga ima Bog rajši, kdo je boljši, ampak gre za vprašanje postavitve temelja, ki pa je ljubezen. In to, dragi zbrani, je edini zakon, edina mera in edina postava. Ljudje torej drug drugemu nismo ničesar dolžni, le to, da se ljubimo. Tudi takrat, ko je nekdo konzervativen, nekdo pa liberalen, kot je bilo to v cerkvi v Rimu. Drugič, v kakšnem času noči živimo in kakšen dan pričakujemo? Prebrani odlomek nas vabi, da na sedanjost gledamo v luči preteklosti in v luči prihodnosti. To, kar je Kristus v preteklosti storil na križu, ko je umrl in vstal od mrtvih, sedaj v sedanjosti živimo, s tem, ko ljubimo. Ker nas je ta Božja milost preobrazila, smo sedaj v pričakovanju nove zore in dokončne rešitve, dokončnega upanja, ko Kristus ponovno pride. Pa vendar, o kakšnem času govori apostol Pavel, ko pravi, poznate čas, v katerem smo. Noč se je pomaknila naprej in dan se je približal. Apostol Pavel čas primerja s kontrastom luči in teme oziroma s kontrastom dneva in noči.
Veste, v tistem času je bilo popolnoma normalno, da so ljudje zjutraj vstajali takoj ob zori. Saj je bilo potrebno postoriti veliko dela, še preden bi sonce postalo preveč močno sredi dneva. To je bilo predvsem značilno za Bližnji vzhod, od koder je Pavel tudi izhajal. Pa vendar gre v tem kontekstu tudi za močno teološko simboliko. Približajoč dan je namreč simbolika za ponovni Kristusov prihod, ki ga pričakujemo. Noč pa predstavlja sedanje stanje trpljenja, zla, stiske. Ta isti stavek velja tudi za nas danes, kajti čas, o katerem govori apostol Pavel, je enak tudi danes. Gre za čas noči ali teme. Dragi zbrani, ne vem, če ste opazili, ampak naš svet se je znašel v zelo globoki temi. V bistvu smo zaspali. Sprijaznili smo se, da drug nad drugim delamo vojne, zločine. Ne odreagiramo nad zlorabami otrok ali manjšin. Zaspali smo v delih ljubezni. Veliko govorimo, a malo naredimo. Utihnili smo in ne opozarjamo več na krivice. Ne pričakujemo več. Ne borimo se več. Včasih se zdi, kot da smo se vdali v temino noči. Kot da ne živimo več z namenom. Veste, spanje v Svetem pismu ima lahko več pomenov. Eden izmed njih je tudi lenoba. Naš svet je namreč postal len pri delih ljubezni. Nekako se nam več ne da imeti rad drug drugega in Boga. Spanec ima tudi simboliko duhovne apatičnosti. Naš svet je zaspal. Tako trdno spi, da v svoje življenje ne spusti več Božje ljubezni. Raje zasleduje brezbožni način življenja, zaradi česar pa se je naš svet, naša družba znašla v hudi duhovni komi. Ne služimo več drug drugemu, toda vera brez del je mrtva. Zato smo se znašli v duhovni komi. Životarimo, a ne živimo. Apostol Pavel pa nas vse predramlja in vabi, da pričakujemo zoro luči, zoro dneva, da izstopimo iz teme našega ega, naše zaslepljenosti, spon strahu in žalosti. Kaj pravi Jezus v Evangeliju po Janezu 5:24? Resnično, resnično povem vam, kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, torej Očetu, ima večno življenje in ne pride v obsodbo, temveč je prestopil iz smrti v življenje. Prepričana sem, da si vsakdo izmed nas želi prestopiti iz smrti v življenje, iz teme v dan, iz teme na luč. In to, da se je noč pomaknila naprej in da se je približal dan, pomeni, da imamo tudi danes možnost, da prestopimo iz smrti v življenje. Dragi zbrani, naša tema nikakor ne more biti tako velika, da vanjo ne bi mogel posijati žarek Božje ljubezni. Zato lahko prestopimo iz teme v svetlobo. To je namreč opis adventa in pričakovanja. Pavel čas razume kot praznik luči ali praznik upanja. In en del tega praznika je človeštvo že doživelo, ko je Bog v obliki otroka vstopil v naš človekov svet. To, kar se je zgodilo na prvi božič. In na to nas vsako leto spomni adventni in božični čas, ki ima je skupno ravno prižiganje luči. To je namreč navada, ki jo je krščanska cerkev razvila skozi mnoga stoletja. Dobra novica o Kristusovem prihodu sedaj iz roda v rod sije v naš od greha zatemnjen svet. Ali lahko ostanemo ob tem ravnodušni? Zagotovo ne, kajti Kristus je prvi pokazal, kaj pomeni ljubiti in je v naš svet vnesel luč. In ravno zaradi te izkušnje luči kristjani nismo več v duhovni komi, nismo več v noči tega sveta, ampak to izkušnjo upanja delimo naprej. Kažemo jo z deli ljubezni, da ljubimo, spoštujemo drug drugega,
ne glede na to, kakšni smo. Saj pravi v Izaiji 9:1: ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč. Ko je Božja luč zasvetila v moje življenje in v moje srce, se je nekaj spremenilo in nikoli več nisem bila enaka kot prej. Tudi tvoja tema, dragi brat, draga sestra, ni tako velika, da je luč Božje milosti ne bi mogla premagati. Na gotovosti Božjega odrešenja je namreč utemeljena naša vera. Negotovost časa, v katerem živimo, pa spodbuja naše upanje in ohranja našo budnost, našo treznost. Kristusov prihod je namreč naslednji dogodek in zadnji dogodek v Božjem odrešenskem načrtu. In apostol Pavel je zelo dobro vedel, da se lahko zgodi kadarkoli v zgodovini človeštva. Zato je na to kristjane pripravljal že v 1. stoletju, torej kristjane svoje generacije in nas danes. In to, dragi zbrani, je blaženo upanje, ki si ga človeštvo iz roda v rod deli. Apostol Pavel tako vernike v Rimu, pa tudi nas danes opominja, kako pomembno je, da se odvrnemo od verskega mrtvila, verske mlačnosti. Zato uporablja sliko dneva in noči, sliko teme in luči. Noč namreč predstavlja čas sedanjega življenja, ki je poln teme, neznanja, greha. Dan pa predstavlja bodoče življenje, končno odrešenje vseh naših muk. In vernik se pač mora zbuditi iz spanja. Dovoliti moramo, da luč pride in zasije tudi v najbolj temačne kote našega bitja, naše zavesti. In tretjič, zadnjič, kaj se zgodi, ko v moje življenje posije ta težko pričakovana luč? Zgodi se dvoje. Zbudim se iz spanja, odvržem dela teme in si nadenem orožje luči. Kaj pa to pomeni? Apostol Pavel kot veleumni pisec in teolog zelo pogosto uporablja metafore iz tedanjega časa. In tudi tukaj imamo uporabljeni dve metafori, dve prispodobi. Ena je vezana na stanje budnosti oziroma premik od spanja k budnosti, druga pa je vezana na slačenje in oblačenje. Pravzaprav Pavel prvenstveno vernike spodbuja k temu, da se zbudijo iz spanja. Sporoča jim, glede na njihovo tedanjo situacijo v cerkvi, da se prenehajo prepirati, da prenehajo z razprtijami, strankarstvom, s tekmovanjem, kdo je boljši, bolj svet. In po drugi strani tudi, da se zbudijo, so trezni, aktivni, iščejo smisel, delajo, se veselijo, gradijo za mir. Druga Pavlova prispodoba, ko pravi, da naj odvržemo ali dobesedno slečemo dela teme in si nadenemo ali dobesedno oblečemo orožje luči, pa ima poleg tega oblačenja še opravka s temami iz področja vojaškega delovanja, saj je omenjeno orožje. Vojaške prispodobe imajo predvsem v 1. stoletju poseben pomen, namreč retorični namen bralce in poslušalce prepričati, da bi svojo ideologijo raje spremenili v dejanja, v akcijo, v delo. V 1. stoletju so torej pisci zelo pogosto uporabljali to vojno besedišče. K čemu nas poziva apostol Pavel? Poziva nas, da odvržemo ali slečemo dela teme. To pomeni dela zla. Da oblečemo oziroma si nadenemo orožje luči. To je orožje dobrega in orožje ima večjo težo kot delo. Torej, če je delo teme velika stvar, potem je orožje luči ali ljubezni toliko večje, torej ima toliko večjo moč. Zato se tukaj Pavel igra z besedami, kot so delo in orožje. Torej, orožje ima večjo moč kot delo.
Kaj to pomeni? Z drugimi besedami, to pomeni, da moramo sleči svojo staro grešno naravo, pravzaprav tega ranjenega, praznega človeka in si obleči novega, obnovljenega in pripravljenega človeka. Orožje luči torej predstavlja novo identiteto v Kristusu. Če bi pravilneje prevedli to besedno zvezo orožje luči, bi se pravilnejši prevod iz grškega jezika glasil uniforma luči. Torej, če nosimo in imamo oblečeno uniformo Kristusove službe, Kristusovega delovanja, potem že sami po sebi stojimo naproti temi, ki vlada v tem svetu. Krščansko življenje mora biti kot neke vrste uniforma, kažipot, ki ljudi okoli nas spominja na krščansko vero in delovanje. Naj torej letošnji adventni čas vsem nam predstavlja poziv, da se oblečemo v Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga ljubimo. Krščanska budnost namreč izvira iz čistega, živega in radostnega upanja. To, dragi zbrani, naj bo naše letošnje adventno pričakovanje. Človek namreč nikakor ne more živeti brez upanja. Mi pa smo tisti, ki moramo prinesti to radostno upanje temu svetu. Danes smo namreč priče, kako mnogi ljudje živijo na robu brez upa, nekateri so nemirni v sebi, sanjajo o boljši in pravičnejši prihodnosti. Mnogi živijo po načelu važno, da je meni dobro. Vse manj pa je pri nas zbujena potreba po tem, da mislimo tudi na druge. Vsak dan poslušamo o grozotah, ki se dogajajo. Kje se je izgubila naša odgovornost, se sprašujem. Kje se je izgubila odgovornost tega sveta? Verjetno je zaspala. Čas pa je resen, a hkrati poln milosti. Zato je čas, da odložimo ali slečemo dela teme in si oblečemo orožje oziroma uniformo luči. Hrepenimo, drage sestre, dragi bratje, za boljšim, pravičnejšim in bolj človeškim svetom. Bodimo odgovorni in vrnimo upanje in luč temu svetu. Naše upanje je namreč Kristus. In ta milostni čas adventa je čas, ko lahko preiščemo in razmislimo tudi o razlogih svojega upanja. Če želimo namreč, da ta svet postane drugačen, začnimo najprej pri sebi. Naj zaključim naše današnje adventno razmišljanje z resnično zgodbo, ki se je zgodila, ko se je gradila velika kelenska katedrala in so tam 3 delavci obdelovali kamen. Mimoidoči jih je vprašal, kaj delate? Prvi je odgovoril, mar ne vidiš, klešem kamen. Drugi je rekel, služim denar za svojo družino. Tretji pa je rekel, gradim katedralo, ki bo postala upanje temu svetu. Prva 2 nista videla katedrale, ampak sta videla zgolj neobdelan kamen, čeprav sta jo gradila. To je lahko zelo lepo sporočilo za nas danes. Razmislimo o svojem življenju. Ali se zavedamo milostnega trenutka, ki nam je dan? Odrecimo se torej prepiranju, ljubosumju, zavisti, odrecimo se grehu, molimo goreče in z vsem svojim srcem ljubimo Boga in bližnjega. Tako bomo vsak trenutek svojega življenja pretvorili v trenutek odrešenja zase in za svoje brate in sestre. In tako bo luč Božje ljubezni posijala tudi v najbolj temno srce našega grešnega sveta. Drage sestre, dragi bratje, v letošnjem adventu naj odzvanja luč miru, naj odzvanja luč upanja, izkušnja, ki jo imamo kot kristjani. Kajti Bog nam s prižigom, simboličnim prižigom luči sporoča, da nismo sami, da je med nami in da Božja ljubezen lahko poseže tudi v najbolj temne in najbolj težke življenjske izkušnje, ki jih imamo. Upanje,
dragi moji, namreč nikoli ne mine. Amen. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. To bogoslužje bomo zaključili zelo znano in tudi 500 let staro himno. To je protestantska himna, napisal jo je dr. Martin Luther, pravi pa Trden grad je naš Gospod. O tej himni vemo, da jo je dr. Martin Luther prepeval takrat, ko mu je bilo v življenju najtežje, ko je torej moral zdržati notranje boje, pa vendar je imel in ohranjal upanje. Zapeli bomo prvo kitico. Gospod naj te blagoslovi in te varuje, Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.